Pozdravljeni! Danes so zopet na vrsti vaša vprašanja ter pobude. In tokrat izjemno zanimiva tema. Namreč nekoga izmed vas zanima, kako je sploh možno, da so pri tolikih ekipah v sezoni 2022 inženirji napravili napako. Poglejmo si skupaj. Verjetno mnogi navdušenci prebirajo vire o Formuli 1, kjer mrgoli člankov ter prispevkov, ki govorijo na primer o težavah Mercedesa W13, o kvalitetah Red Bulla RB18 in seveda o fantastičnem delu skuderije Ferrari z njihovim F1 pomišljaj 75. A vprašanje, ki sem ga dobil, ima neko osnovo. Kako je možno, da prav pri vseh ekipah se hočeš nočeš ukvarjajo s skakljanjem? To skakljanje je seveda bolj očitno na primer pri tovarniški ekipi Mercedes. A na drugi skrajnosti imamo Red Bull RB18, kjer je komajda zaznavno, ampak vseeno je. Vprašanje je upravičeno, kajti ne vemo, ali je prišlo do neke napake v samem pravilniku, ali so pravzaprav pri vseh ekipah pravili neko bistveno napako. A možno je poiskati tudi drugačen odgovor. Namreč mnogokrat smo na tem kanalu govorili o vetrovniku, a v povezavi s tem, kar se dogaja letos, še ne. Kako je torej možno, da so vsi inženirji dobesedno prezrli skakljanje? Seveda, nekateri bolj, drugi manj. Morda smo pozabili na tiste omejitve, ki jih zapoveduje tehnični pravilnik prav pri uporabi samega vetrovnika in zaenkrat ne bomo govorili o času, ki je tudi omejen. A mnogokrat se pozabi, da vetrovnik lahko uporabljajo ekipe Formule 1 le, če hitrost zračnega toka ni višja od 50 metrov na sekundo. Tako veleva pravilnik. 50 metrov na sekundo je 180 km na uro. Po drugi strani ne smemo mimo še enega dejstva. V vetrovniku se ne sme uporabljati aktualnih bolidov Formule 1. Temveč makete. Makete, kot na primer ta, ki jo mnogokrat pokažem v raznih prispevkih. Seveda, ta maketa ni ona, ki jo ekipe na primer v resnici uporabljajo v vetrovniku, ampak predstavljamo si lahko, da točnost te makete ni enaka tistemu, kar je aktualni bolid. Razmerje je seveda drugačno. Maketa za vetrovnik je zagotovo narejena bolj točno kot tatu in njeno merilo je nekako 60% tistega pravega bolida. Ampak vseeno. Če k temu dodamo hitrost zračnega toka 180 km na uro, si lahko predstavljamo, da je nekako možno, da so pri nekaterih ekipah se tudi malček zaračunali. Samo skakljanje je pojav, ki je že dolga desetletja znan v Formuli 1, ampak tisto kritično hitrost, ki sproži ta pojav, so ponavadi inženirji postavili više od tiste, ki jo je lahko na ravninah dosegel sam bolid Formule 1. In na primer lepa zgodba sega tam v konec 70-ih let. Pri ekipi Ligier so imeli potencialno izjemno dober bolid z oznako JS11/15. Bolid je generiral ogromno talnega efekta, preveč talnega efekta. In na ravninah je bila ta sila tako velika, da je dobesedno polomila obese in celo v nekaterih primerih platišča, ko je seveda potisnila bolid k tlom.
Zato je takrat njihov inženir Gerard Ducarouche se izmislil tako znani klepe ali ventil, ki se je odprl, ko je sila postala previsoka in izpustil višek zračnega toka. A brez skrbi, gre za mobilno aerodinamično površino, ki je s pravilnikom prepovedana in je bila že tedaj. Zato morajo v tem primeru inženirji dobiti neko drugačno rešitev, ki pa v osnovi bo delovala na istem principu. Seveda, nekatere ekipe kot Red Bull nimajo take nuje kot na primer Mercedes, ampak mislim, da v nadaljevanju sezone bomo videli takšne ali drugačne popravke na samem dnu prav pri vseh. A bistvo, zakaj pri na primer tovarniški ekipi Mercedes imajo take težave, je res tudi v času, ki ga lahko ekipe preživijo v vetrovniku. Ta je že mnogo let omejen, ampak v sezoni 2021 so začele veljati določene omejitve, ki so bazirale na vrstni red v konstruktorski lestvici. In zakaj omenjam sezono 2021? Namreč bolid aktualne sezone 2022 je začel nastajati lani in ne letos. Letos so te omejitve še bistveno strožje, ampak njihove rezultate bomo videli v naslednji sezoni oziroma v polovici sedanje. A če se dobro spomnimo lanske sezone, so pri tovarniški ekipi Mercedes nekje sredi sezone začeli stagnirati in šele nekje po veliki nagradi Italije smo zopet videli, ko so začeli z razvojem lanskega modela dvojni V12. In tudi tu je lahko eden izmed vzrokov, zakaj na primer pri Mercedesu imajo več težav kot pri na primer Ferrariju. In lep primer, kaj se lahko zgodi, če se celoten razvojni potencial posveti bodočemu modelu, je ekipa Haas. Verjetno je marsikdo izmed vas prebiral zgodbe o tem, kako je neka skrivna naveza med skuderijo Ferrari in ekipo Haas, kako je prišlo do nedovoljenega pretoka tehnologije in informacij in še bi lahko našteval. Mnogi avtorji so pozabili na nekaj, kar je bistveno, ampak izjemno enostavno ter morda za koga nezanimivo. V lanski sezoni je bolid ekipe Haas VF21 v bistvu bil tisto, kar so uporabljali v predlanski sezoni. Namreč šasije, ki so bile takrat na razpolago, ne samo, da so bile enake predlanskim, v resnici v nekaterih primerih so celo bile predlanske. Torej tisti font ur v vetrovniku so v lanski sezoni pri ekipi Haas porabili samo in izključno za razvoj letošnjega modela in rezultati so tu. Seveda, če primerjamo samo lansko sezono in letošnjo pri ekipi Haas, vidimo ogromni napredek. Ampak tistega koraka nazaj med predlansko in lansko sezono pa v marsikaterem prispevku oziroma članku ni zapaziti. Verjetno zgodba ne bi bila tako zanimiva, a kaj hočemo. Sedaj smo lahko videli, da pri takih spremembah pravilnika in z takimi omejitvami, kot jih ima tehnični pravilnik Formule 1, lahko pride tudi do tega, kar smo videli na progi. Nekaj, kar v resnici so inženirji pričakovali, ampak niso imeli možnosti raziskati do konca. A videli smo v začetku sezone 2022, kako lahko taka majhna, nepomembna sprememba pripelje to seveda temo nazaj v svet Formule 1 in postane aktualna. Potrebno je dobiti enostavno, konkretno vprašanje, zakaj imajo vsi to težavo, da se lahko poda malček bolj celovit odgovor. Upam, da mi je danes to uspelo.
Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.